Spoštovani poslušalci in dragi popotniki skozi čas, moje ime je Ivan Tavčar, slovenski pisatelj, politik in velik ljubitelj zgodovine. Danes bomo skupaj odkrivali bogato zgodovino in kulturno dediščino enega najstarejših mest v Sloveniji, Škofje Loke. To starodavno mesto, katerega ime izhaja iz besedne zveze Škofova Loka, kar pomeni škofova posest, je pravi zaklad zgodb in skrivnosti. Naj vam bo to popotovanje ne le poučno, temveč tudi navdihujoče. Škofja Loka je mesto, ki se ponaša s tisočletno zgodovino, slikovito arhitekturo in bogato kulturno dediščino. Njene ulice, trgi in stavbe so pričevalci dogodkov, ki so zaznamovali različna obdobja, od srednjega veka do sodobnosti. Mesto leži na sotočju rek Poljanske Sejar in Sevške Sejar, ob vznožju Škofjeloškega hribovja, kar mu daje poseben čar in slikovitost. Naše potovanje bomo začeli v srcu mesta, na Mestnem trgu, kjer stoji slikovita mestna hiša, ena najpomembnejših zgodovinskih zgradb v Škofji Loki. Mestna hiša, zgrajena v 16. stoletju, je bila nekoč središče mestnega življenja, kjer so se odvijale pomembne odločitve in dogodki. Z njene terase se odpira čudovit razgled na trg, ki je obdan z baročnimi in renesančnimi stavbami. Iz Mestnega trga se bomo podali proti cerkvi svetega Jakoba, ki velja za enega najlepših primerov gotske arhitekture v Sloveniji. Cerkev svetega Jakoba je bila zgrajena v 15. stoletju in je znana po svoji bogati notranji opremi ter čudovitih vitražih, ki prikazujejo prizore iz svetopisemskih zgodb. Naša naslednja postaja bo Škofjeloški grad, mogočna srednjeveška trdnjava, ki se dviga nad mestom. Grad, ki so ga zgradili frajzinški škofje, je bil skozi stoletja pomembno politično in vojaško središče. Danes v njem domuje Škofjeloški muzej, kjer so razstavljene številne zbirke, ki pričajo o bogati zgodovini mesta in njegovih prebivalcev. Po obisku gradu se bomo spustili do Kamnitnega mostu, enega najstarejših ohranjenih mostov v Sloveniji. Kamniti most, zgrajen v 14. stoletju, je bil ključna prometna povezava čez reko Sorov in je še danes pomemben del mestne infrastrukture. Njegova trdna kamnita konstrukcija je kljubovala stoletjem, številnim poplavam in drugim naravnim nesrečam. Naša pot nas bo nato vodila do Kapucinske knjižnice, ene najstarejših samostanskih knjižnic v Sloveniji. Knjižnica, ustanovljena v 17. stoletju, hrani dragocene rokopise, inkunabule in stare tiskane knjige, ki so neprecenljiv vir znanja in zgodovinskih informacij. Med najdragocenejšimi predmeti v knjižnici je rokopis Škofjeloškega pasijona, najstarejšega ohranjenega dramskega besedila v slovenskem jeziku. Obiskali bomo tudi Cankarjev trg, poimenovan po velikem slovenskem pisatelju Ivanu Cankarju, ki je v Škofji Loki preživel del svojega otroštva. Na trgu stoji spomenik pisatelju, ki ga spominja na njegovo bogato literarno zapuščino in vpliv na slovensko kulturo. Cankarjev trg je tudi priljubljeno zbirališče prebivalcev in obiskovalcev mesta, kjer se odvijajo številne kulturne prireditve in dogodki. Nadaljevali bomo do Spodnjega trga, kjer stoji hiša, v kateri je živel in ustvarjal slovenski slikar in grafik Ivan Grohar. Grohar, eden najpomembnejših predstavnikov slovenske moderne umetnosti, je v svojih delih upodabljal lepote Škofjeloške pokrajine in vsakdanje življenje njenih prebivalcev. V njegovi rojstni hiši je danes urejena galerija, kjer si lahko ogledate njegova najpomembnejša dela. Na koncu našega potovanja bomo obiskali še Poštalski grad, ki leži na obrobju mesta. Grad, zgrajen v 16. stoletju, je bil nekoč pomembno središče plemiške družine, danes pa je priljubljena izletniška točka, od koder se odpira čudovit razgled na Škofjo Loko in njeno slikovito okolico. Dragi popotniki, vabim vas, da se mi pridružite na tem potovanju skozi